Približno tretjina projektov prvega participativnega proračuna je zaključenih, 2/3 pa sta še v izvajanju in naj bi bili končani do konca tega leta. V tem hipu torej potekata tako tretji izvedbeni del participativnega proračuna 2021-2022 in prvi predlagalni del participativnega proračuna 2023-2024. Ja, lani smo po zaključku zbiranja predlogov že kmalu začeli prejemati vprašanja, kdaj bo ponovno možno oddati občan lahko dal svoj predlog. Tudi v mesecih, ki so temu sledili, oziroma ko smo začeli izvajati prve projekte, so nekateri šele spoznavali projekt Sodeluj in glasuj, razvijale so se nove ideje v krajevnih skupnostih. Zato je bila neka naravna odločitev, da nadaljujemo s participativnim proračunom tudi letos in z nekaterimi prilagoditvami ponovno občane pa vprašamo po njihovih željah in predlogih. Smleški kulturni dom je tako gostil prvo predstavitveno delavnico drugega participativnega proračuna, ki so se ga v večini udeležili krajani, ki so imeli že nekaj idej, katere projekte bi lahko predlagali. Tokratna priložnost je bila tudi prva, da so krajani koordinatorjem projekta prisluhnili v živo. Ja, občani so ta projekt lani spoznali prvič in verjamem, da mnogi menijo, da ga poznajo že dovolj dobro, da ne potrebujejo kakšnih dodatnih razlag. Po drugi strani pa na delavnice pridejo večinoma tisti, ki imajo že izdelane kakšne projekte, zamišljene projekte, pa si želijo neke potrditve, da je projekt res ustrezen za participativni proračun ali pa potrebujejo kakšno manjšo pomoč, da projekt lahko prijavijo. Participativni proračun je vsekakor projekt, ki gradi skupnost in skupnost se veliko bolje gradi v živo. V živo se srečamo, si podamo roko, se lažje pogovarjamo, gremo v podskupinice, mnogo več se zgodi v živo kot pa preko digitalnih orodij in praviloma tudi tisti, ki so sodelovali v prvi verziji participativnega proračuna, so opazili, koliko je vse enih deležnikov zadaj, koliko ljudi se mora strinjati, koliko ljudi mora dati soglasje, koliko ljudi mora zraven stopati, da se nekaj zgodi. In to je bila za mnoge tudi šola skupnosti, šola življenja v skupnosti in vsekakor v živo je šola življenja v skupnosti boljša, pa tudi radi se vidimo. Na delavnici so predstavniki občinske uprave predstavili tudi nekaj pogledov na projekte, ki se že izvajajo in pojasnili nekaj temeljnih napak, ki so jih delali predlagatelji, seveda z namenom, da bi bilo tovrstnih težav pri novih predlogih čim manj. Zato je udeležba na kateri od delavnic za tiste, ki si želite sodelovati s predlogi, vsekakor zelo dobrodošla. Predvsem pridejo s predlogi, ki so na nek način na pol dodelani ali pa še nedodelani in potem na delavnicah sploh izvejo, če se tako malo šali izrazim, pravila igre. Kaj je v tej igri imenovani participativni proračun dovoljeno in kaj ne. In potem se jim postavljajo stvari na novo v glavi in potem premislijo in recimo temu verzijo 2.0 pa pol prijavijo. Priprava predlogov ni najbolj enostavna. Tako smo številni ugotovili že leta 2021, ko smo občani prvič dobili možnost upravljanja z manjšim delom proračunskih sredstev. Ja, za občane je verjetno najtežje ocenjevanje vrednosti predlaganega projekta ali pa za projekte, ki se ne izvajajo na občinskih zemljiščih, iskanje ustreznih zemljišč za umestitev v prostor, kadar gre za investicijske projekte. In tukaj jim pomaga občina? Seveda, na voljo smo ves čas zbiranja predlogov do 16. septembra, pri čemer pa apeliramo na občane, da se na nas obrnejo čim prej, ker tisti, ki se bodo prej obrnili na nas, bodo imeli več časa za pripravo projekta in tudi bolj se jim bomo lahko posvetili. Občani Medvod smo v prvem projektu presegli vsa pričakovanja, tako strani števila predlogov, kot tudi pri glasovanju. Meni se zdi občina Medvode dokaj urbana občina, ker je zelo blizu Ljubljane, tudi velika večina ljudi najbrž dnevno migrira v Ljubljano in z tega vidika neka pripadnost lokalnemu okolju ni nujno, da bi bila tako velika. Medtem ko po glasovanju in po številu predlogov je bila pa občina Medvode zelo nadpovprečna, še posebej po številu predlogov 160 predlaganih, sicer nekateri podvojeni, nekateri neumestni, ampak še vedno videlo se je, da ljudje participirajo. Vsekakor se za letos zelo verjetno pričakuje manj predlogov, ker so se ljudje naučili, kakšni predlogi sploh sodijo, ne. Tako da ta prva navdušenost, prva zagnanost bi jo
zaznamovala. Marsikoga bo vzpodbudila tudi realizacija projektov, ki so bodisi zaključeni, bodisi v izvajanju. Zdaj približno tretjina projektov je že zaključenih, 2/3 pa se še izvajata projektov. Od tega je polovica recimo da v zaključni fazi, ostali pa tudi računamo, da bodo zaključeni do konca letošnjega leta. Trenutno lahko preko spletne strani sodeluj-in-glasuj.si oddate svoje predloge. Predlagamo, da si prej natančno preberete priporočila, ki jih najdete tudi na spletni strani občine, in ne ponavljajte napak, kot so, da predlagate projekte na zasebnih zemljiščih brez soglasij lastnikov, da predlagate projekte, ki niso v javno dobro, da se ne držite finančnih okvirov, ki so določeni, in ostalih pogojev, da bo vaš projekt lahko uvrščen na glasovanje. Da bo vaš projekt pritegnil pozornost, pa je seveda pomembna tudi sama predstavitev. Poleg jasnega in privlačnega besedila je dobrodošel tudi slikovni prikaz, ki pritegne pozornost. Navsezadnje izvedba projekta, ki si ga želite, ni odvisna samo od vaše ideje, ampak tudi od glasov občanov s stalnim prebivališčem v občini. Glasovalno pravico pa bodo imeli vsi, ki so stari 15 let in več. Za oddajo predlogov imate čas do sredine septembra, zato poiščite ideje, česa si želite v vašem okolju, in pošljite zanimive predloge, ki bodo izboljšali kvaliteto bivanja v naši skupnosti. V prvem delu je bilo veliko infrastrukturnih projektov, tudi nekateri komunalni projekti, mogoče še bolj zanimivi za občane, pa bi bili tudi kakšne mehke vsebine. Teh ni bilo veliko predlaganih. Verjamem pa, da jih bo v tem ciklu več. Izkušnje z prvega glasovanja bodo vsekakor v poduk tistim, ki so v prvo šele tipali in raziskovali, kako sodelovati. Nekateri so lahko glasovali zgolj za projekt ali dva, ker predlogov sploh ni bilo dovolj. Nekateri pa so ugotovili, da je v izvedbo nekega projekta potrebno vložiti precej več truda, kot so mislili. A naj vas to ne prestraši. Participativni proračun je namreč priložnost, da tudi sami nekaj postorite v dobro vseh. Kot rečeno, vse informacije dobite na strani sodeluj-in-glasuj.si, kjer si lahko na uvodni strani spodaj preberete tudi, v kakšni fazi so projekti iz prvega participativnega proračuna, preberete razloge, zakaj nekateri projekti niso bili uvrščeni na glasovanje, in seveda dobite kakšno svojo idejo, ki jo boste lahko predlagali. Le pogumno ter seveda vabljeni, da se udeležite katere od načrtovanih delavnic, kjer boste lahko dobili vse odgovore na vaša morebitna vprašanja v zvezi s tem projektom.